Slabi so rezultati tudi na področju aktivne politike zaposlovanja. V aktivni politiki zaposlovanja se nameni 100 milijonov evrov. V lanskem letu je bilo teh sredstev izkoriščenih samo 80% in zato so se ta sredstva prenesla v letošnje leto. Ker so bila sredstva izkoriščena v lanskem letu samo 80%. Rezultati aktivne politike zaposlovanja bi predvsem morali biti usmerjeni v nova delovna mesta, povezavo z gospodarstvom, tisti, ki potrebujejo in ustvarjajo še danes delovna mesta in seveda delovna mesta mladih za nedoločen čas. Rezultati oziroma učinki aktivne politike zaposlovanja so pa predvsem čisto drugačni. Cilji aktivne politike zaposlovanja te vlade so predvsem povečano število vključevanj v različne programe in število delavnic, ne pa sama zaposlitev. Tako je bil najbolj vključen program samozaposlovanja, ker se v letu 2009 4330 oseb samozaposlilo, konec septembra v letošnjem letu pa 2877. Slabost tega programa je predvsem tem, da je usposabljanje zelo slabo, se traja samo 24 ur in v teh 24 urah moramo bodočega podjetnika pripraviti strokovno, tako na področju zakonodaje, glede podjetništva, tako glede finančnega poslovanja, vodenja računovodstva, knjigovodstva in menim, da 24-urni tečaj je absolutno premalo. Ti ljudje, ki so se samozaposlili, so bili izbrisani tudi iz evidenc. Dobili so 4500 evrov, kolikor so se zaposlili, pogoj pa je bil eno leto upravljanje podjetništva, s tem so podjetniki tudi ohranili ta sredstva 4500 evrov. Potem, koliko ni uspel, ni rabil povrniti sredstev. Tudi spodbujanje zaposlovanja mladih v letu 2009 je bilo zelo skromno, to nam pove številka 38 ljudi je bilo samo vključenih in število starejših, ker je bilo vključenih samo 53. Tako da učinki aktivne politike zaposlovanja kljub zagotovljenih sredstev je bilo skromno. Moram pa še povedati, da v ta sredstva 100 milijonov namenjenih letno dobimo 50% iz evropskih sredstev in se zato moramo še toliko bolj potruditi, da jih uporabimo. Tudi na področju sociale je stanje in ocena slaba, kajti posledično, če se povečuje število brezposelnih, je tudi socialni položaj vedno slabši in v zadnjem času beležimo številke že nad 60 000 tistih, ki pridobivajo denarno socialno pomoč in so v bistvu odvisni finančno od pomoči države. Vlada oziroma državni zbor je sprejel zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta zakon je pripravila že naša vlada. Predvsem cilj tega zakona pa je poenotiti evidence, predvsem izpostaviti enotni informacijski sistem, da dobimo pregled nad vsemi evidencami, predvsem pa, da postane ta sistem pregleden in da preprečujemo zlorabe. Vendar vlada ni zagotovila, zakon je bil sprejet, vendar ni zagotovila realizacije, da bi se sam zakon realiziral, zato je rok uporabe zakona v naslednjem letu junija 2011, vendar je prišel ta rok uporabnosti zakona, kajti evidence še niso izpostavljene in zaradi tega, ker denarna socialna pomoč narašča, vsakodnevno naraščajo tisti, ki potrebujejo pomoč od države, se je država zaradi neučinkovitega zakona poslužila še enega ukrepa, ki v bistvu še poslabšuje socialno ogrožene, to je
zamrznitev vseh socialnih transferov. Na ta način hoče vlada prihraniti 30 milijonov evrov v proračunu, kar pa ni v skladu z konceptom vlade, ki vsakodnevno pravi, koliko je naredila na področju socialnega varstva državljanov. Socialno varstvo oziroma država je socialna, če je močno gospodarstvo. Tega se ta vlada ne zaveda, kajti gospodarstvo 5-6 dni v dan, kar pa sem že omenila, je posledica velik pad brezposelnosti, katera pa žal še narašča. Vlada v tem mandatu tudi ni omenila niti z besedo, niti z posameznimi najnovejšimi ukrepi, ki jih je predstavila reševanje demografske krize. Kot vemo, je nujnost pokojninske reforme ravno v tem, da imamo slabo demografsko sliko in prazen proračun. Zato me čudi, da v svojih strategijah nadaljnjih ni o demografiji, staramo se, ni niti besede, prav tako tudi ne o tem, kako pomagati socialno ogroženim, kajti socialno ogroženi ne morejo živeti samo v državnih pomoči, ustvarjati se bodo morala nova delovna mesta.